Prvi časopis na Gorenjskem je izšel davnega leta 1900. Z današnjimi časi lahko potegnem dve vzporednici, in sicer najprej pri imenu. Imenoval se je namreč Gorenc in Gorenjskemu glasu še danes mnogi rečejo Gorenc. Druga stvar pa je način dela. Časopis je takrat ustanovil Primož Lampret, ki je bil zelo podjeten mož in je pisal, urejal, popravljal, postavljal, tiskal in razpečeval svoj časopis, kar je zanimivost in posebnost časopisne zgodovine v Sloveniji. V 117-letni zgodovini časnikarstva na Gorenjskem je naš 70-letnik zanesljivo na prvem mestu in prepričana sem, da ga ne bo noben več premagal, ker smo zdaj že klasični mediji. Prva številka je izšla oktobra 1947. Najprej je izšel časopis Naše delo in se je oktobra 1948, torej leto kasneje, preimenoval Gorenjski glas. Tudi v našem arhivu spletnem, kjer imamo zdaj vse stare časopise, so javni in brezplačno dostopni, tako da nam ni treba več tiskati starih člankov, tako kot smo jih za 50-letnico, ko je glas izšel na 152 straneh. To je nekaj neverjetnega bilo. In verjetno je to tiskarski vrhunec Gorenjskega glasa, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Na svečani prireditvi je za posebno presenečenje poskrbel kranjski župan, sliko prvega izvoda časopisa in posnetkom prve stavbe Gorenjskega glasa. Vsekakor skozi uspešno zgodbo Gorenjskega glasa velja omeniti povezavo s podjetjem Domel. Rojstvo časopisa Gorenjski glas v letu 1947 je kot vsaka uresničitev nove ideje zahtevala veliko poguma, vizijo in odločenost, da se sliši tudi glas Gorenjske v takratni povojni državi. Čas, v katerem se je časopis rojeval, je bil sigurno zelo zahteven, kljub temu je časopis zaživel in se pri bralcih zelo dobro oprijel. V 7 desetletjih izhajanja je za nas Gorenjce in druge beležil čas, ter tako ustvaril neprecenljivo kulturno zapuščino, zdaj vsem dosegljivo na spletu. Za uspešno zgodbo, ki jo obeležuje ta jubilej, stojijo zavzeti zaposleni, ki jim sprejemanje odgovornosti ni v breme, ampak v izziv. Zavzetost in odgovornost se je izkazala kot vrlina zaposlenih v času, ko je bilo potrebno poiskati lastnika in urediti lastništvo podjetja. Lastnika, ki bo odgovorno ravnal s podjetjem in hkrati ne bi posegal v neodvisnost novinarskega poročanja, kar je nujno za objektivnost.